Pomlad se polagoma prebuja in tu na Ponikvi je zares darežljiva. Nje prelesti je, če se pesniško izrazimo, pil tudi sam Kocen. Vedute Ponikve si ne gre predstavljati brez ene najlepših Slovenije štajerskih baročnih cerkva, cerkve svetega Martina. Tu stoji in sprejema vernike že skoraj 300 let. Kdo ve, morda pa je ravno ta slikovita notranjost vplivala na Kocenovo mater, da je svojega edinega sina usmerila na študij teologije. Cerkev svetega Martina je na tem mestu že četrta grajena. Ponikva je bila pomembna pražupnija in je kot oglejska prafara prvič omenjena leta 1236. Takrat je tukaj stala romanska cerkev. Pred njo zidovi v cerkvi dokazujejo predromansko cerkev iz 9. stoletja, temelj apside na severni strani cerkve pa dokazuje kasnejšo gotsko cerkev. Današnja baročna je bila zgrajena v prvi polovici 18. stoletja po načrtih arhitekta Jožefa Hoferja. Zidove nove so postavili kar okoli stare, da so lahko nemoteno opravljali bogoslužje. Staro so podrli, ko je bila nova končana. Pri zvoniku je visoka kar 47 metrov. Gre za tako imenovani sladkogorski tip cerkve, torej jo lahko primerjamo z bližnjo baročno romarsko cerkvijo na Sladki gori. Freske v cerkvi in kupoli so delo pomembnega furlanskega slikarja Jakoba Brole, njegovega sina Antonija in pomočnikov. Motivi so bogati, figuralno-ornamentalno razčlenjeni. Naslikana ornamentika deluje zelo plastično in se prilega veliki baročno oblikovani notranjščini. Prižnica iz leta 1771 sloni na rokah angela, na njenem obodu so kipi 4 evangelistov, na reliefih med njimi prizori Kristusovega življenja, na baldahinu prižnice pa je podobljen Jezus v templju. Glavni oltar ima v srednji niši kip svetega Martina. Oltar vsebuje tabernakelj z baldahinom, angela adoranta in oltarno mizo, na kateri so med plameni upodobljene duše v vicah, katerim se približuje Kristus svetniki. Velika oltarja, oba stranska in prižnico so oblikovali v baročni kiparski delavnici Janeza Jurija Mercija iz Slovenj Gradca. Tukaj je krstilnica, kjer je bil krščen tudi Anton Martin Slomšek. Blaž Kocen je v svoji duhovniški službi bil na 3 službenih mestih, kolikor vemo. Najprej v Šentrupertu nad Laškim, nato v Rogatcu in na koncu v Šoštanju. Duhovniški poklic je gotovo bil poklic, ki je bil eden od, bi rekel, v prvi vrsti, za katerega so se lahko odločali. Prav tako pa je to pomenilo velikokrat skoraj edina možnost, da se je kdo odločil tudi za kakšen študij. In tukaj, kolikor vemo, je tudi mama bila temu zelo naklonjena, je to zelo podpirala, si želela in tako je njemu bila omogočena ta osnovna izobrazba, pridobitev duhovniškega poklica, ki pa jo je lahko združil in nadgradil s tem, da je potem odprl stvari, ki so ga še posebej zanimale. Govorimo o zemljepisu, geografiji in o atlasih. Streljaj od Martinove cerkve se nahaja njena barvno-komplementarna stvaritev. Cvetlica, ki vsako pomlad napoveduje bližajoči se krščanski praznik. In po njem je tudi dobila ime. Velikonočnica je stepska rastlina, uradno ime Pulsatilla grandis ali veliki kosmatinec. Gre za eno od 3 rastlišč v Sloveniji. Eno najbolj znano je na Boču, je pa naše tukaj najbolj zahodno, če bi tako rekel, in hkrati tudi največje v Sloveniji. Že opažamo, v sredini februarja se prvi cvetovi pojavijo, seveda če ni snega in če je ustrezno vreme. In tam potem nekje do sredine marca lahko. Skratka, ni več toliko za veliko noč, ampak je malo bolj zgodna. Tudi tukaj se pokažejo klimatski vplivi. Že nekaj let, da ne bom rekel desetletij mogoče. Pravijo, da je bil Kocen že od malega povezan z naravo. Neprestano je raziskoval svet okoli sebe. Blaža Kocena je naravoslovje zelo privlačilo. Že v rani mladosti je kazal izredno zanimanje za to, zato je tudi spremljal dogajanje v okolici svoje domačije. Poznal je vsa gnezdišča ptičev in jih tudi znal zelo dobro oponašati. V
Vsakič znova izvemo za kak nov Kocenov talent. Ste slišali? Celo oponaševalec je bil. Danes bi temu rekli imitator. Koga pa je znal oponašati? To je današnje nagradno vprašanje.